Tako, spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ, tretji del, preverimo si tole. Tako. Sedaj, ko smo že tu, v rojstni hiši, bomo še nekaj pogledali. Aha, premočna svetloba. Tako je. Tukaj imamo celo nam ljubega Gateja. No, tam na začetku je pisalo, s tem, da je treba opomniti, da v tistem času, ko je Tesla ta citat izrekel ali zapisal, je seveda še nekako religija veljala za vero. Jaz sem predajal v drugem delu, da vera ni enaka religiji. In takrat seveda v Teslinem času cerkev še ni bila takšna kot danes, ker tudi cerkev v tej drugi svetovni vojni doživela zelo veliko, kako bi temu rekli, zelo veliko zlo je ustvarjala, tudi z potem ščitenjem nacistov po vojni, z pomočjo le-te brez sodnih procesov spraviti v Argentino, dajati jim azil in podobno. Se pravi, da se vrnemo nazaj na to, kar je delal Tesla. Če to nekako parafraziramo, svet okrog nas, svet v kalupih, sistem, naše življenje kot običajno nam ne sme biti zadosti, ker nas to slej ko prej uniči. Vsakdo od nas potrebuje neko vero, nek ideal, morda bi to v sodobnem jeziku celo rekli nek hobi, neko ustvarjanje, da ga nekaj zanima. Da si svoje življenje osmisli, da si aktivira možgane, da si aktivira in da ne živi kot nek robot v sistemu, ki je itak sedaj že v tej fazi dokazano škodljiv planetu. Se pravi, če si tako nalijemo čistega vina, mi ustvarjamo družbo, ki uničuje podlago, katera je nujno potrebna, da družba obstaja. Sedaj si pa dajmo pred oči ta paradoks. Večina tega, kar delamo kot sistem, delamo sebi v škodo. In se potem človek vpraša, zakaj pa potem delamo, če vemo, da delamo sebi v škodo. Ja, to pa ne moreš, pa ne bo že sveta spremenil, ne ukvarjaj se s tem, ti raje poskrbi, da boš imel neki šiht, pa da boš lahko položnice plačeval. In tako to gre, vsak reče pri sebi to in ta sistem je prišel zdaj. Nenazadnje vidimo že na tem čudnem vremenu, po eni strani pač klimatske spremembe, po drugi strani pa čist tehnično in tehnološko manipuliranje vremena in testiranje novih orožij, da lahko določeno regijo preko več let enostavno izstradajo, zato ker si nihče več ne more hrane pridelati. No, to je bil tretji del Ključa, na res posebni lokaciji. To je bila tudi obeležitev jubileja rojstva Nikole Tesle, ki se sicer zgodi 10. julija, danes je 11. 6. 2019. Tukaj smo pa zato en dan kasneje, da prvič imamo mir, ker je včeraj bilo kar nekaj dogodkov. Drugič pa, ker je bilo vreme za ta letni čas, se pravi 10. julij, zelo čudno. In tudi danes zjutraj je bilo 7-8 stopinj, neke take temperature, ko bi jih človek konec septembra pričakoval. Kar so tudi komentirali ljudje, ki so tukaj zaposleni. Dobro, gremo dalje. Kot rečeno, projekt Ključ bo zelo hitro konkretiziran v nek izobraževalno-turistični produkt, da človek uživa ob tem, ko se izobražuje, da človek uživa ob tem, ko se uči in da človek uživa v tem, da živi. Delajmo na tem, da naše življenja ne bojo neke bedne enote v uničevalnem sistemu, ampak bodimo tisti,
ki dejansko neko Teslino paradigmo o lepem, zdravem in naprednem svetu obudimo nazaj. In ko smo že tukaj, rečemo, naj se zgodi in to takoj. Amen.